Spoštovani, v dvorano prihajajo prejemniki nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024. Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob, minister za vzgojo in izobraževanje dr. Dario Felda ter predsednik odbora za nagrade na področju šolstva profesor dr. Boris Aberšek. Dober večer, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, minister za vzgojo in izobraževanje v Vladi Republike Slovenije, dr. Dario Felda, spoštovani predsednik odbora za nagrade na področju šolstva, dr. Boris Aberšek, lepo pozdravljeni vsi cenjeni gostje in vsi, ki ste se zbrali na slovesni podelitvi nagrad na področju šolstva za leto 2024. Nocoj boste gotovo slišali veliko besed namenjenih šoli, šolstvu, učiteljem, učiteljicam, vzgojiteljem, vzgojiteljicam, mentorjem in tako naprej. To je taka priložnost, ko je nekatere stvari enostavno treba povedati jasno in na glas. Tudi sam sem nekoč bil učitelj, tako sem tudi bil izobražen in globoko in iskreno spoštujem vaše delo. Vem, da to ni samo poklic, je poklicanost v pravem pomenu besede. Poklicanost za to čudovito in pogosto zahtevno poklicno pot, ki vselej presega šolske ure in šolske hodnike. Je dobesedno večno iskanje znanja in njegovo neprecenljivo posredovanje novim generacijam, ki bodo kmalu ustvarjale svet, v katerem živimo. In vem, da je vseh vas, ki delate in vztrajate v šolstvu, ki vas ta poklic izpolnjuje in usrečuje, tudi neomajna želja pustiti sled in da je v vas prepričanje, da je mogoče spremeniti svet na bolje. O tem sem prepričan. Hvala vam za to in to je vredno aplavza. Lepo prosim.
Najlepša hvala za to. Zdaj pa pred mikrofon vabim predsednika odbora za podeljevanje nagrad na področju šolstva za leto 2024. To je profesor dr. Boris Aberšek, ki že prihaja na oder in nas bo nagovoril, dodal današnji slovesnosti nekaj priložnosti, primernih besed in seveda ima s seboj tudi poročilo odbora, ki ga vodi. Izvolite. Hvala. No, veseli me, da sem tu med vami in poskušal bom upoštevati besede premierja, da pravzaprav, če želimo priti do duš ljudi, ne smemo čitati, ne smemo izgovarjati vsega tega. Skratka, spoštovani premier, spoštovane ministrice, ministri, aktualne in iz prejšnjih časov, spoštovane nagrajenke, nagrajenci, dame, gospodje, spoštovani slavnostni gostje. Že skozi vso zgodovino se je gibalo razvoja in napredka, človekova radovednost, čudenje ter iskanje odgovora na temeljno vprašanje, zakaj. To vprašanje je izpolnjevalo večina človekovih hotenj. Vedeti več, iskati, raziskovati, nato izvedeti in spoznati. Na tej poti priurejene radovednosti, tej večni želji po vedenju, moramo graditi tudi našo prihodnost. Pred šolo in pred učitelji je in nov izziv, a naše naloge in mesto v družbi ostajajo enaki, takšni, kot so bili skozi vso zgodovino. Smo gibalo razvoja in kreatorji prihodnosti. Zavedati pa se moramo nečesa pomembnega, da nam mogoče ne bo uspelo napraviti prihodnosti za svoje otroke. Pripraviti pa moramo svoje otroke na prihodnost, ki prihaja. To so skratka besede, ki jih je zapisal Roosevelt že pred mnogimi leti. In če sedaj priidemo k stvari, zaradi katere smo se zbrali na tem mestu, pa bom reče vseeno poskušal prečitati brez problema. Skratka, odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki letos zaključuje svoj mandat, je bil imenovan v sestavi dr. Eva Klemenčič, magister Maja Završnik Puc, gospe Janja Bogataj, Vlasta Sagadin, Nina Jeler, Bernarda Trstenjak in dr. Andrej Brodnjak in magister Starle kot članice in člani, ter jaz, Boris Aberšek, kot predsednik strokovna in tehnična dela ter ves postopek pa je vodila gospa Erna Petrač Barborič. Leta 2024 je prispelo 27 vlog, podobno kot tudi prejšnjega leta 2023. Na osnovi meril, postopkov, opredeljenih zakonom in pravilnikom o podeljevanju nagrad, smo člani odbora ponovno posebej izpostavljali dva načela, ki so bili moto skozi naše celotno delo. Načelo čim bolj enakomerne porazdelitve na področju šolstva je zelo širok pojem. V šolstvo delajo ljudje od otrokovega rojstva pa do našega konca pravzaprav. Zaradi tega je tudi zelo dosti različnih interesnih skupin, katerih je bilo potrebno uskladiti. Res je, da je morda 11 nagrad dosti, res pa je, da je to izobraževalno področje res tako raznoliko, da pravzaprav je zelo težko najti nek skupni imenovalec. In drugo načelo je načelo kakovosti prispevka v posameznih pisnih vlogah. Komisija lahko presoja le to, kar dobi napisano, prečitamo in ocenimo. Na osnovi tega smo se letos odločili, da podelimo vseh 11 nagrad v 7 področjih, 5 za življenjsko delo in 6 za izjemne dosežke. No, dovolite mi, da ob koncu mandata vseeno spregovorim še nekaj dodatnih
besed in izpostavim nekaj že povedanih misli iz preteklih let delovanja te komisije. Prihodnost ni nekaj, kar bi lahko vnaprej vedeli, kar nas bo in kam nas bo pripeljalo. Vsaka prihodnost temelji na razvoju. Ta pa, naj bo to tehnološki razvoj, naj bo to družbeni razvoj, če želimo, da je uspešen, potrebuje trde temelje. V današnjih hitro razvijajočih se razmerah je to še toliko bolj pomembno in temelj vsake družbe je izobraževanje. Če nekako konkretiziramo to zadevo, je šola oziroma smo učitelji. Na dobrih temeljih lahko gradimo kakršnokoli nadgradnjo, lahko jo spreminjamo, lahko jo dodelujemo, lahko jo dopolnjujemo, prilagajamo spremembam. Vizije in smernice razvoja se lahko spreminjajo, vendar nadgradnja je lahko samo tako trdna, kot so trdni njeni temelji. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti tudi na preteklost. Preteklost ni zato, da bi jo poskušali spreminjati, da bi poskušali ugotavljati, kaj je bilo dobro in kaj ne. Preteklost je namenjena temu, da se iz nje nekaj naučimo. Pomembno je, da ne pozabimo, da je temelj vsake družbe učitelj in šola. Zavedajmo se tega in bodimo samozavestni. Le če bomo mi, učitelji, verjeli vase, bodo tudi drugi verjeli v nas. In če bomo cenili sami sebe, potem bodo tudi drugi cenili nas. Zelo dosti stvari je takšnih, ki jih pravzaprav moramo sami pri sebi urediti. Postali smo preskromni, postali smo premalo odločni in pravzaprav prevečkrat dopuščamo, da nas nekako vodi tok dogodkov skozi življenje. Spomini. V leto 2020, v leto, ko ga še ni bilo in upam, da se nikoli več ne bo ponovilo, smo dokazali, kaj zmoremo. Bodimo ponosni, bodimo prodorni, bodimo glasni, da se bo naš glas slišal, da bomo tudi mi prišli med tiste, katerim ljudje najbolj zaupajo, ki jih najbolj cenijo. Leta 2021, ki sta za nami, sta zares pokazala, kaj zmoremo, kaj smo sposobni. V pedagoških krogih vedno že od nekdaj velja repeticija est mater studiorum. Ponovimo nekaj resnic, ki smo jih pravzaprav izpostavljali v teh zadnjih 4 letih našega mandata. V leta 2021 sem izpostavil Platonov rek: če človek zanemarja učenje, bo v koncu življenja stopil hrom. Kar pomeni, to, kar se dogaja, življenje, vseživljenjsko učenje je pravzaprav tisto, ki nas drži pokončne in ki nas drži čile. V letu 2023 sem omenil še eno opozorilo, distopično napoved razvoja družbe, ki jo je že pred mnogimi desetletji analiziral Orwell v svoji Živalski farmi in vlogo boksača v tej zgodbi. Ta je imel neverjetno delovno etiko in ko so mu nalagali več in več dela, je njegov moto ostal: še bolj bom delal, da bom z delom in predanostjo dosegel zadane cilje. Kako se je končala ta zgodba, je splošno znana. Ali morda vidite kakšno podobnost z nami? Takrat sem tudi rekel, družba se mora zavedati, da obstajajo meje altruizma in to vedno. Ob koncu tega poročila mi dovolite, da v imenu odbora in seveda tudi v svojem imenu izrazim zahvalo vsem,
ki ste pravzaprav prispevali, da smo se danes v tako velikem številu zbrali v tej sredini. Predvsem gre posebna zahvala kandidatom, ki so s svojimi vzgledi, s svojim delom dokazali, kaj zmoremo, kaj lahko naredimo in kaj se v bistvu da na tem področju tudi narediti. Predvsem slednjim gre zahvala za vse njihove izjemne dosežke in predvsem za to, da so lahko svetel vzgled kolegom, svojim sodelavcem v vzgoji in izobraževanju in s tem kažejo pomen učiteljstva tudi v celotni družbi. Saj smo učitelji vedno začetek in kakršenkoli zaključek nekega razvoja. Učitelji, kot ste vi in tisti, ki se zgledujejo po vas, so zagotovilo, da bodo Rooseveltove besede uresničene in bomo pripravili otroke na prihodnost, če ne moremo pripraviti prihodnost zanje. Ne bomo in bomo zato prav zaradi vas ostali uspešna, dinamična in v prihodnost usmerjena družba. Hvala za pozornost. Upam, da nisem bil predolg. Ponavadi so mi povedali, da lahko imam samo 3 minute, ampak z ozirom na to, ker sem predsednik, sem si vzel pravico, da sem tudi malo daljši. Hvala. Najlepša hvala predsedniku odbora za vse te uvodne, spodbudne, tudi bodrilne besede. V tem trenutku pa vabim na oder nocojšnjega slavnostnega govornika. To je predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob. In verjamem, da je za to priložnost pripravil za vse vas nekaj izbranih besed, ki se jih resnično veselimo. Gospod predsednik, izvolite. Spoštovani predsednik, dr. Aberšek, minister, dr. Felda, visoki gostje, predvsem pa vse zaposleni v slovenskem šolstvu. Jaz sem danes prav vesel, da sem z vami, zato ker bi rad na ta način tudi zelo konkretno izrazil svojo zahvalo za vse vaše požrtvovalno delo, ki ga dajete vsak dan našim otrokom, in to ne samo za kakovostno izobraževanje, ampak kot oče nam izražam tudi zahvalo za vse vzgojne, pozitivne prijeme in pa predvsem, da naše otroke učite spoštljivih odnosov med seboj. Jaz mislim, da je to tisto dodatna dimenzija, ki se je malo kdaj zavedamo, ampak je pa vse prisotna in tudi eno breme, ki vam ga mi starši z velikim veseljem naložimo, pa se pa čudimo, če ni rezultatov, ker ga doma pozabimo. Tako da, iskrena hvala za to. Sem pa tudi zadovoljen zato, ker sem danes z vami, ker je znanje, poleg zdravja in varnosti in odpornosti, ena od prioritet naše vlade. Ena od prioritet, o kateri mogoče v prvem letu nismo kaj dosti govorili, z enim samim namenom, ker smo najprej želeli rezultate. Zavedamo se, da je znanje nekaj, kar se začne v vrtcu, se nadaljuje skozi osnovno šolo, srednjo šolo, visoke šole, univerzo, vse do zaposlitve. In pripravljeni smo, in smo to tudi že naredili prve korake, da to našo usmeritev podkrepimo tako finančno, z dodatnimi sredstvi, in tudi šolstvo, od vzgoje do osnovnega šolstva in srednjega bo vključeno, kot tudi z konkretnimi zakonskimi ukrepi. Tudi te se pripravljajo in verjamem, da bodo v naslednjih 6 mesecih vsi po celi verigi šolskega sistema tudi vpeljani. Zavedamo se, da šolstvo pomeni tudi prenovo šolskega sistema, tudi z vidika učnih programov in kurikuluma. In ta del, kot sami dobro veste, že poteka. V njega ste marsikdo od vas tudi verjetno prisotnih, aktivno vključenih in tudi zato se vam zahvaljujem. Ni pa to vse. Popolnoma jasno nam je, da lahko govorimo o tem, koliko cenimo vsak podsistem, tudi šolski, glede na to, kaj namenjamo, kolikšna sredstva namenjamo tudi za plače v tem podsistemu, tudi v konkretnem šolstvu. No in z velikim ponosom sem danes z vami ravno zato,
ker nam je po 15 letih prvič uspelo, da je ta vlada sprejela in izpogajala s sindikati, kjer je vaš sindikat eden najpomembnejših, ne samo največji, ampak najpomembnejših, uspela izpogajati prenovo plačnega sistema. Prenovo plačnega sistema, ki ga boste deležni vsi boste dobili višje plače, ampak najpomembneje je, da se najprej naslovi tiste, ki so danes z najnižjimi plačami, s plačami pod minimalno plačo. Teh ne bo več. Te bojo od prenove naprej, bo tudi najnižja plača na nivoju minimalne in potem vse višje od tega. Danes je bil prav nesmisel, ko smo imeli 26 000 zaposlenih, ki so bili pod minimalno plačo in je vsako napredovanje bilo nesmiselno, ker se čisto nič ni poznalo. Lahko so napredovali do upokojitve, a plača je ostajala enaka. Take anomalije smo odpravili. Ni pa to vse. Vzpostavili smo sistem, s katerim se bodo plače skozi čas gibale navzgor. Tudi če bo še prihajalo do inflatornih šokov, bodo plače sledile. Ne bodo več potrebna trda pogajanja sindikatov, vsakršno vlado, koliko od tega bi lahko se prelilo v plače. Sistem je vzpostavljen, po katerem bo to zdaj avtomatsko. In ker vemo in se zavedamo, ne samo pomanjkanja učiteljev, zavedamo se, da velik del vaše generacije odhaja v pokoj v naslednjih letih. Zaradi tega smo pripravili poseben program, poseben del plačne prenove, ki vključuje bolj atraktivne pogoje za mlajše sodelavce, da se bojo lažje vključevali, da bodo tudi hitreje napredovali tisti, ki bojo bolj ambiciozni, po drugi strani pa, da tudi posebej nagradimo mentorstvo pri bolj izkušenih delavcih. Jaz verjamem, da bo ta prenova dala ne samo zadovoljstvo o prvi višji plačni listi, ampak da bo dala tudi dejansko prave motivatorje za to, da se bo sektor razvijal naprej, da bo tudi bolj cenjen med ostalim delom prebivalstva in da boste vi, vaše poslanstvo, ki ga danes opravljate s srcem in na srčni pogon, da boste zato dobili tudi ustrezno priznanje družbe. Vem, da je to korak v pravo smer in zato sem tako ponosen, da nam ga je uspelo izpeljati. In za razliko od nekaterih drugih, kjer sem jim obljubljal naprej, pa pol so bili nesrečni, ker ni bilo hitro realizirano, sem pri vas počakal. Dokler ni bila stvar izpogajanja, o njej nisem želel govoriti. Danes jo pa z velikim veseljem delim z vami. Čisto za konec bi se rad še čestital vsem nagrajenkam in nagrajencem za vaše delo, tako tistim, ki ste nagrajeni za izjemne dosežke, kot ostalim za življenjsko delo. Vsem ste nam v navdih in jaz sem ponosen na vas in bodite vi ponosni sami na sebe, ker ste vi tisti, na katerih temelji celoten razvoj naše družbe. Brez znanja razvoja ne more biti. Vi ste prvi, ki to znanje posredujete naprej. Hvala. Najlepša hvala predsedniku vlade za vse te besede v njegovem slavnostnem nagovoru. Nocoj smo se zbrali, to vsi vemo, zaradi podelitve nagrad in do podelitve nas loči res samo še korak oziroma samo še prva vrsta, pa ne ta, ki je tukaj v dvorani. Tako je namreč naslov skladbe, ki nam bo zdaj polepšala naslednje minute. Ko slišimo za prvo vrsto, se vselej sliši imenitno, saj višje in bolje ne gre. A tako se samo zdi, tudi iz prve vrste je možno izstopiti. In v tem trenutku ne more mimo besedila skladbe, ki jo je napisal Hamo, tako pravi. Stopiš ven iz te sredine, stopiš sam korak naprej, iz množine do vsebine in čim bolj na glas povej. Nadaljevanje sledi kmalu. Prva vrsta je namreč himna osebnega poguma in vere vase. Gre za pesem, ki nas opogumlja, da izstopimo iz povprečja, da stopimo korak naprej, da si upamo glasno izraziti svoje misli in deliti to, kar imamo. Saj s tem, ko damo, omogočimo, da ima nekdo drug. Seveda lahko v tej skladbi, ki sem jo na kratko opisal, najdemo vse polno stičnih točk z vašim poklicem in predvsem z nagrajenci, ki so tukaj z nami, saj bomo kmalu slavili njihovo izjemnost, ki je ne bi bilo, če ne bi tudi oni pogumno stopili iz varnega zavetja in naredili
tisti korak naprej. O tem poje pesem, ki vam jo v spremljavi glasbenega kvinteta, ki je nocoj za vas na odru in ki ga sestavljajo Klemen Bračko na violini, Maruša Bogataj na violončelu, Matic Smolnikar na kitari, Miha Koren na kontrabasu in na bobnih, Anže Žurbi. Lepo pozdravljeni, spoštovani glasbeniki. Skladbo pa bo zapela Ursula Lutar in ob njej bo Janez Dovč na laserski harfi. To bo nekaj prav posebej imenitnega. Uživajte v prvi vrsti. Stopiš le korak naprej, do kamor sežejo ti prsti in čim bolj na glas povej. Stopiš ven iz te sredine, stopiš sam korak naprej, iz množine do vsebine in čim bolj na glas povej. Še mal više, še mal dlje, stopi pred vse, naj kriči srce. Roke više od neba, da objameš pol sveta, ker če daš nekdo ima. Si lahko prvi vrsti, stopi, tam je več idej, da kamor sežejo ti prsti in čim bolj na glas povej. Stopiš ven iz leporečja, stopiš sam korak naprej, strgaš nitko iz povprečja in čim bolj na glas povej. Še mal više, še mal dlje, stopi pred vse, naj kriči srce. Roke više od neba, da objameš pol sveta, ker če daš nekdo ima. Še mal više,
Hvala lepa. Spoštovani zbrani tukaj v dvorani, nekaj lepih, modrih misli ter priložnostnih besed smo danes tega odra že slišali, a pridejo nove, saj bomo kmalu natančno razložili, zakaj gredo letošnje nagrade v roke 11 izjemnim nagrajenkam in nagrajencem. Verjamem, da boste tem obrazložitvam z zanimanjem prisluhnili in vsi tukaj zbrani veste, pred kakšne izzive vas postavlja poklic, da so preizkušnje enostavno velike, morda večje, kot so bile kadarkoli prej. Tako se zdi. Družbene spremembe, tehnološki napredek, umetna inteligenca, novi načini poučevanja, ne nazadnje nove generacije, njihov svet, njihov čustveni svet, vse se zdi drugače. In vse to preoblikuje tudi naše šolstvo, preoblikuje tudi vse vas. In prav vi, ki delate v vzgoji in izobraževanju, ste tisti, ki kljub vsemu ohranjate bistvo. Mislim seveda na stari, dobri stik človeka s človekom, učitelja z učencem, študentom, dijakom. To je srce pedagoškega procesa, ki ga danes slavimo. Najprej bomo podelili 6 nagrad za izjemne dosežke. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju se podeli posamezniku, ki je svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Zlasti, če so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju področja prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti. Zato so seveda določeni natančni kriteriji in poglejmo, kdo so letošnji dobitniki nagrad za izjemne dosežke. Najprej pa vabim na oder oba podeljevalca. To sta minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Dario Felda, in predsednik odbora za nagrade na področju šolstva, dr. Boris Aberšek. Prosim vaju, če se mi pridružite na odru in počakate seveda na vse nagrajenke in nagrajence, ki jih bomo zdaj spoznali. Obema hvala lepa in začnimo. Prejemnica nagrade za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje je Katarina Alič. Katarina Alič je ravnateljica vrtca Zelena jama, kjer svoje delo opravlja zavzeto, odgovorno in v skrbi za celostni razvoj otrok ter zaposlenih. Odlikujejo drugačen slog vodenja. Ta se odraža prek asertivne komunikacije, NLP tehnik in etične strokovne drže, ki temelji na celostnem pristopu k posamezniku in skupini. Njena pozornost je usmerjena k skrbi za ohranjanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa ter k izboljševanju lastne prakse. Z lastno samoevalvacijo in pozitivnim zgledom je pot do kakovostnih dosežkov približala tudi sodelavcem in zunanjim strokovnim partnerjem, s katerimi so ustvarili pogoje za spodbudnejše učno-vrtčevsko okolje na vseh ravneh. Ves čas si na področju predšolske vzgoje vztrajno, pogumno in zavzeto prizadeva za izboljšave in sistemske spremembe, ki bi pripomogle k višji kakovosti dela v javnih vrtcih. Njen za stroko pomemben prispevek je bil prepoznan pri prizadevanjih za ohranjanje samostojnosti ljubljanskih vrtcev. V zadnjem obdobju se je intenzivno udeleževala javnih razprav in nastopala v različnih medijih. Je zagovornica odgovornega družbenega poslanstva predšolske vzgoje, ki vključuje vse deležnike procesa. Njeni rezultati in prizadevanja so pri organiziranju in razvoju predšolske vzgoje prepoznani ter potrjeni tudi v širši strokovni javnosti. V času mojega poklicnega udejstvovanja na področju vzgoje in izobraževanja sem bila zazrta v raziskovanje posameznika, medsebojnih odnosov in skupinske dinamike. Pri svojem delu z mladostniki, z vedenjskimi in čustvenimi težavami sem se osredotočala na raziskovanje osebnega stika in s tem vzpostavljanje varnega prostora zanje. Že takrat sem spoznala, da so medsebojni odnosi temelj našega udejanjanja in rasti. Začela sem razvijati različne pristope in strategije za kreiranje spodbudnega okolja, kjer se izrazijo potenciali otrok, mladostnikov in odraslih.
želja po učenju, raziskovanju in sodelovanju. V vrtcu sem nadaljevala s svojim poslanstvom s poudarkom na participaciji vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zaposlene sem spodbujala k ozaveščanju lastnega delovanja, samorefleksiji in gradnji stalnega napredka na vseh nivojih na ravni vrtca in sodelovanju z okoljem. Ves čas sem soustvarjala pogoje za razvoj posameznika in stroke. Vsem sodelavcem, sodelavkam, zunanjim strokovnjakom se lepo zahvaljujem za sodelovanje in soustvarjanje na moji poklicni poti. Moja nagrada je tudi vaša. Hvala vam. Gospa Katarina Alič, lepo vas prosim, pridite na oder. Nagrada čaka na vas. Oba podeljevalca prav tako. Ob koncu še fotografija za spomin, takole. In seveda še en aplavz gospe Katarini Alič. Hvala lepa. In nadaljujemo, potujemo k novi nagradi. Prejemnik naslednje nagrade za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva je magister Ferdinand Humski. Magister Ferdinand Humski je srednješolski učitelj na šolskem centru Ptuj z bogatimi pedagoškimi izkušnjami, pridobljenimi tudi na Tehniškem šolskem centru Maribor in Fakulteti za strojništvo Maribor. Uspešno je deloval na različnih področjih, kot so strojništvo, mehatronika, farmacija, pedagogika in andragogika, pri čemer se je osredotočil na napredek srednješolskega izobraževanja. Njegovi izjemni dosežki vključujejo avtorstvo knjig široko uporabljenih v šolstvu, pobude za državna tekmovanja, uvajanje inovativnih učnih pripomočkov in spodbujanje dijakov k ustvarjanju intelektualne lastnine. Leta 2007 je izdal prvi slovenski farmacevtski slovar, ki je pomembno prispeval k izobraževanju zdravstvenih delavcev. Med letoma 2009 in 2019 je ustvaril in še vedno izpopolnjuje leksikon za pametne mehatronike. Tekmovanja v tehniški komunikaciji je vodil od prvega državnega tekmovanja Piko leta 2014, ki je postalo tradicionalno. Od leta 2013 do leta 2020 je vpeljal učni pripomoček Unimat CNC4, kar je povečalo vpis na strojništvo in mehatroniko. Prav tako je navduševal dijake nad prijavljanjem patentov, kar je dokazal s patentom Gibanje gretje 2011. Magister Ferdinand Humski je vztrajen pobudnik novih idej in rešitev, ki brezkompromisno premaguje izzive za napredek v šolstvu. Njegovi dosežki izboljšujejo kakovost življenja in prinašajo boljšo prihodnost. Moja najljubša učiteljica je profesorica Marija Munda. Torej, nje pa ni potrebno posebej predstavljati, ker je zelo znana. Torej, ona je ustvarjala zelo veliko izjemnih matematikov in zelo sem jih hvaležen, ker me je naučila ne samo matematike, ampak tudi poučevanja. Dober profesor in motiviran dijak, oboje skupaj, da rezultat in to je znanje. To pomeni, učitelj mora znati motivirati in obenem mora znati razložiti preprosto. Moje mnenje je, da odnos učitelj-učenec v prihodnosti se mora razvijati v smeri z lahkoto do znanja. Sam sebe ne ocenjujem rad, mislim pa, da je to vztrajnost. Torej, če se nekaj odločim, potem tudi vztrajam tako dolgo, da to uresničim. Nagrada mi pomeni zelo veliko, kajti zato vem, da sem se pravilno usmeril, da me ljudje cenijo moje delo in me spoštujejo.
Lepo pozdravljeni na odru, magister Ferdinand Humski. Izvolite. Takole, to je zdaj priložnost za večnost, fotografija namreč. Še en aplavz, to je aplavz za vas. Gospod Humski, hvala lepa. Izvolite, pridružite se nam ponovno v auditoriju. Pred nami je nova, tretja nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva. Prejmejo doktorica Silva Bratož. Čestitke. Redna profesorica doktorica Silva Bratož je visokošolska učiteljica in raziskovalka na področju didaktike angleščine ter prodekanja za študentske zadeve na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Nagrajenka je nosilka in izvajalka številnih predmetov z področja angleškega jezika in didaktike zgodnjega učenja angleščine tako v Sloveniji kot v tujini. Znanstveno, raziskovalno, pedagoško in tudi strokovno delo nagrajenke pomeni pomemben prispevek k razvoju didaktike angleščine in večjezičnosti, obenem pa ima veliko uporabno vrednost v praksi. Med izjemnimi dosežki, ki odražajo prizadevanja nagrajenke za razvijanje večjezičnosti in raznojezičnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru, velja nedvomno posebej poudariti večjezični model za posebno enoto vrtca Koper, ki ga je razvila leta 2023. Model je osnovan na 3 stebrih, ki omogočajo postopno in sistematično razvijanje različnih jezikov, od otrokovih prvih jezikov do jezika okolja in različnih tujih jezikov. Ob tem je pomemben poudarek modela v spodbujanju pozitivnih stališč do različnih jezikov in kultur, kar je vsekakor prenosljivo tudi na druge zavode. Z razvojno-raziskovalnim delom doktorica Silva Bratož pomembno prispeva k kakovosti vzgoje in izobraževanja s svojim delom v raznih skupinah na državni ravni, pri projektih in raziskavah, pa tudi pri delu s študenti in učitelji na fakulteti. Zase bi rekla, da me zaznamuje predvsem želja po sodelovanju. Globoko verjamem, da je timsko delo, da smo lahko s timskim delom bistveno uspešnejši, da lahko dlje pridemo. In imam seveda tudi srečo, da imam okrog sebe odlične sodelavce. Sodelujem tudi s kolegi iz Pedagoške fakultete iz Ljubljane in iz Maribora. In pravzaprav verjamem, da se splača vlagati v odnose in da so odnosi bistveni v vsakem delovnem okolju. Osebno menim, da je učiteljski poklic res pomemben za razvoj družbe. V času šolanja se namreč razvijajo in oblikujejo stališča, prepričanja, vrednostni sistemi. In učitelj lahko v tem obdobju veliko prispeva in oblikuje učence in jim razvija neke vrednote, kot so odgovornost, spoštovanje, strpnost, kar pravzaprav oblikuje moralno podstat družbe. Tako da ima učiteljski poklic res zelo veliko moč. Nagrada mi po eni strani pomeni seveda priznanje za preteklo delo, da sem nekaj naredila prav, da so bili učinki mogoče tega dela prepoznani. Po drugi strani bi pa rekla, da je tudi neke vrste obveznost. In sicer obveznost, da moram tudi v prihodnosti še razvijati, še iskati nove rešitve, prepraševati to, kar delam. In če sem poštena, se pravzaprav tega veselim. In prijazno vabilo na oder doktorici Silvi Bratož. Dober večer, izvolite. In najlepša hvala tudi vam, čestitke, izvolite v prvo vrsto. Hvala tudi obema podeljevalcema, kmalu vaju ponovno pokličem, ampak imamo zdaj še drugačne namene povezane z glasbo.
Preden torej nadaljujemo, bi vas radi razveselili s prav posebno glasbo, ki bo zdaj na sporedu. Izvedla jo bosta namreč dva zares mlada glasbenika, mlada upa, kot se reče, ki sta že zdavnaj izstopila iz prve vrste svoje generacije, če si izposodi misel iz prejšnje skladbe. To sta harfista Evelin in Valerij Greblo. Sta brat in sestra. In oder se bo zdaj pripravil na njun nastop. Evelin ima šele 11 let in je že dosegla številne odmevne rezultate in prejela številne nagrade doma in v tujini. In prav te nagrade so jo pripeljale do lanskega nastopa na koncertu slavnega Plácida Dominga v Budimpešti. In ne samo to, ta nastop je z njim tudi letos ponovila. Lahko povem, da starša obeh otrok pripravljata oder, da bo vse nared, kot mora biti. Hvala staršem, kaj bi brez njih. In nadaljujem, brat Valerij, on ima samo 9 let in že uspešno nastopa in tudi tekmuje na tekmovanjih doma in blizu doma. Nastopata tudi skupaj kot duo Two Harps. Kmalu se bosta skupaj predstavila v Singapurju. Skratka, glasbeni svet ju že vabi medse in pri svojih rosnih letih se tega ne bojita, sploh ne, in to je odlično. Tukaj sta že, predstavila se vam bosta z Bachovo tokato v D-molu. Uživajte, prosim.
Evelin in Valerij Greblo, dovolite, da se vama pridružim. Ne morem se opreti izkušnjavi, da vaju nekaj ne vprašam. Najprej, Evelin, odkot navdušenje nad harfo? To je nekaj neobičajnega. Iskreno povej, kdo te je navdušil za to? Ko sem bila stara 3 leta, smo šli gledati baletno predstavo Hrestač in smo bili v prvi vrsti. In sem celo predstavo s Valerjem samo gledala v harfo dol in takoj sem se zaljubila vanjo. In potem sem se najprej vpisala na klavir in zdaj oba z Valerjem igrava še zmeraj klavir pri profesorju Blažu Puciharju in je res zelo lepo, zabavno. In čez nekaj časa, 4 leta nazaj, sem pa dobila priložnost, da se lahko vpišem na harfo in zdaj igram harfo in je to res so največje sanje. Sanje se uresničujejo. Valerij, moram še tebe vprašati, tvoje navdušenje nad harfo, zato ker je sestra navdušena ali imaš kako drugo zgodbo? Jaz sem pa vedno poslušal in občudoval Evelin, kako igra tiste akorde na harfi in pa sem se tudi jaz zaljubil. Tako je tudi prav. Sestra, vzornica, lepo slišati. Sicer pa slišim, da ne... Ja, to je vredno tudi aplavza. Tudi jaz sem hotel posnemati svojo sestro, a kaj, ko je bila odlična v ritmični gimnastiki. Zdaj, čisto zares. Slišim, da ne samo, da igrata harfo, tudi komponirata, skladata, je to res? Ja, jaz sem že napisal eno pesem za klavir. Že eno za klavir, kaj pa za harfo? Za harfo pa še ne. Pa še ne, bom še sestro vprašal. Kaj pa ti, kako je s temi komponiranjem skladb tudi za harfo ali samo za klavir? Valerij velikrat doma kar improvizira na klavir in zveni, kakor da igra že celo večnost in je res neverjetno ga poslušati. Velikrat pa tudi improvizirava na harfo, sem pa napisala lansko leto, mislim, da pesem za harfo in orkester, ki se imenuje Dreams. In sem jo tudi igrala v Mengšu in je bilo zelo lepo. Imam pa še eno skladbo na harfo, naslov je pa Muhasta muha in tudi zelo uživam, ko igram to. No, vidite, tako se začenja. Ne samo igranje, tudi skladenje. Nekaj vam moram vprašati. Prejle je sestra omenila učitelja, Puciharja, takole, ja. Pa seveda tudi za harfo morate imeti učitelja. Kdo je to? Patrizia Tassini v Italiji. V Italiji. Zelo dobra in prijazna. To je pomembno, ne, kdo je učitelj. Kako bi ti recimo, zakaj je tebi učitelj zelo pomemben, zdaj, ko smo tukaj v družbi samih šolnikov, če lahko tako rečem, kaj je v tvojih očeh, zakaj je učitelj pri igranju harfe pomemben? Ker te veliko nauči in... Ga poslušaš? Mislim, jo. Ja, se pravi, kaj pa bi ti rekla, učitelji v tvoji karieri glasbeni, kaj ti dajo, kaj potrebuješ od njih? Patrizia Tassini, nasplošno vsi učitelji so tudi na naši šoli, v osnovni šoli Mengeš, so vsi zelo podpirajo in zelo na lep način učijo in je res zelo lepo. Za harfo pa je zelo zanimivo, kakšne nasvete dajo, nama da učiteljica, zaradi tega, ker v bistvu naj pripravlja na to, da ko bova velika in bova sama brala skladbe, da se bova spomnila na potek, kako prideva do neke rešitve vrstnega reda, dinamike ali pa ja. Tako, to je zelo pomembno, ne dvomim in svoje učitelje si boste zapomnila za vse življenje, za vso kariero, ampak videl sem, da mama pa oče ali ati, kako mu rečeš, prineseta harfo, sta zmeraj z vama na nastopih. Vedno ona res zelo podpirata, res sta najboljša mami in tati. Seveda, to je prav, to je odlično, imata podporo doma, a tudi ona dva igrata harfo? Ne. A to pa ne, ste samo vidva, kaj pa klavir? Mami in tata, mami bolj. Mami bolj, se pravi, vidva sta najbolj glasbeno nadarjena v družini. Ne veš, dobro, vse boste pogovorili. Hvala lepa, to ti izročam en aplavz za mlada umetnika, zares sta polepšala naš večer. Takole, hvala lepa obema. Tako navdihujoče je biti s tako mladimi nadarjenimi umetniki v družbi. Zdaj pa seveda ponovno vabimo oba podeljevalca, da spet pridete na oder. Mi nadaljujemo s podelitvijo nagrad za izjemne dosežke. Izvolite, spoštovana gospoda. In tukaj je naslednje ime.
Dobitnica nagrade za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih je Natalija Žalec. Aplavz. Natalija Žalec že več kot 35 let dela na področju izobraževanja odraslih s poudarkom na izobraževanju ranljivih skupin mlajših odraslih. V tem obdobju je na področju svojega delovanja pustila neizbrisen pečat. Eden od njenih najzgodnejših in verjetno najbolj odmevnih prispevkov k razvoju področja izobraževanja mlajših odraslih, ki temelji na načrtnem preučevanju potreb teh mladih, različnih teorij in uspešnih praks v drugih državah, je koncept, ki ga je poimenovala Center za mlajše odrasle in je zapolnil prezrto vrzel v izobraževanju. S tem je postavila temelj celovite andragoške obravnave mlajših odraslih. Načela te idejne zasnove je pozneje pri svojem razvojnem delu skupaj s sodelavci uveljavljala v programu Projektno delo za mlajše odrasle, ki je pomemben paradigmatski premik v razumevanju šolske neuspešnosti, osipa mladinske brezposelnosti, predvsem pa obravnave mlajših odraslih. Rezultati programa so izjemno odmevni in uspešni, saj po različnih zunanjih evalvacijah približno 3/4 udeležencev dosega delno ali v celoti zastavljene cilje. Projektno delo za mlajše odrasle je odmevno tudi v strokovni javnosti, tako doma kot v mednarodnem prostoru, kjer je dobilo vrsto priznanj. Natalija Žalec sodeluje tudi v različnih odmevnih mednarodnih projektih in je uspešna avtorica ter soavtorica na področju izobraževanja odraslih, saj je objavila več kot 70 strokovnih besedil in različnih monografij. Vprašanja, ki jih naslavljam pri svojem razvojnem andragoškem delu, pa tudi raziskovalnem, so vprašanje povezana z dobrim življenjem. Kaj je danes dobro življenje? Na videz trivialno vprašanje, ki ima veliko različnih odgovorov, pa se steka v neko spoznanje, da pravzaprav tisto, kar tvori dobro življenje, je, ko se človek samo uresniči. In samo uresničevanje je tesno povezano z učenjem, z sodelovanjem, z nekimi držami, če hočete, vrlinami, ki si jih razvijamo skozi življenje. Samozavedanjem, samospoznavanjem, spoštovanjem drugih. Nikoli ne bomo vedeli vsega. Vedno pa bomo reševali probleme. Znanje je pravzaprav posledica uspešnega reševanja problema in refleksije, ki temu sledi. In tudi tega, da med seboj sodelujemo, da se med seboj pogovarjamo in si pokažemo, kako smo prišli do nekih rešitev. Zato so seveda potrebne tudi vrline spoštovanja in spoštovanja vsega, kar okoli nas biva, celotnega življenjskega prostora, v katerem živimo. Vzgoja k temu je povezana s tem, da človek pravzaprav dejavno spoznava svet, da odkriva probleme, da jih prepoznava, definira in artikulira. To postaja vse bolj pomembno danes, ko imamo veliko tehnološko popolnih orodij, ki jih je seveda so jih ustvarjali ljudje, pa vendarle pri tem napredku obstaja tudi velika nevarnost, da se odrečemo svoje ustvarjalnosti. Tudi velika nevarnost, da postanemo nekritični potrošniki. Občutenje resničnosti, kritično mišljenje, sočutje in nagovarjanje ustvarjalnosti so tiste naloge, ki so po moje postavljene pred vzgojitelje današnjega in prihodnjega časa. Povabilo na oder gospe Nataliji Žalec. Lepo pozdravljeni in gospoda podeljevalca, seveda tudi vaju vabim v središče odra. To je zdaj trenutek predaje nagrade za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih. Tako, skupna fotografija, tudi skulptura je del nagrade, ne samo plaketa in seveda cvet. Hvala lepa, gospa Natalija Žalec. Izvolite. In zdaj bomo podelili nagrado za izjemne dosežke na področju posebnih potreb.
prejme jo doktorica Vanja Ricarda Kisvardaj. Aplavz in poglejmo. Doktorica Vanja Ricarda Kisvardi je izredna profesorica specialne pedagogike. Bogate korenine njenega obsežnega pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela segajo že več kot 30 letja nazaj. Od prvih študijskih in poklicnih izkušenj se usmerja na zmožnosti in močna področja otrok s posebnimi potrebami, na osnovi katerih je gradila njihov razvoj kompetenc, še posebej rezilientnosti v odnosu do okoliščin, v katerih se znajdejo. V sodelovanju z inovativno delovno skupino Centra za uporabno matematiko na Inštitutu Jožef Stefan je bil prepoznan njen potencial za inovativno povezovanje posebnih potreb in razvojnih smernic, ki jih je pri nas odpirala informacijsko-komunikacijska tehnologija. Pomembno poglavje njene profesionalne poti zaznamuje delo z otroki in mladostniki ljubljanske bolnišnične šole. V večdisciplinarni delovni skupini je oblikovala individualizirane načrte pomoči za otroke, da so po bolnišničnem zdravljenju čim uspešneje vnovič vključeni v vsakdanje življenje. Doktorica Vanja Ricarda Kisvardi ves čas aktivno soustvarja študijski program inkluzivne pedagogike. Zavzema se za izgradnjo strokovnosti inkluzivnih pedagogov, ki morajo biti usposobljeni za prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami ter pripravo projektov pomoči zanje v različnih življenjskih obdobjih. Odlikujejo izžarevanje pedagoškega čuta pri delu s študenti, ko jih spodbuja k osebni rasti, samoodgovornosti in iniciativnosti. Pogosto poudarja pomen diplomantov za razvoj slovenske šole, zato jim moramo temeljito namenjati pozornost in kot predavatelji biti tudi dober zgled. Nagrado sprejemam s hvaležnostjo tudi svojim mentorjem in učiteljem na moji življenjski poti, prav tako seveda tudi sodelavcem, s katerimi skupaj razvijamo področje inkluzivne pedagogike in skrbi za otroke, mladostnike, odrasle s posebnimi potrebami. Res bom izkoristila to priložnost, da se zahvalim tudi vsem učiteljem in da spodbudim družbo, da dejansko učiteljem da tisto vrednost in tisto težo, ki jo njihovo delo zasluži. Ker delajo v bistvu z najranljivejšo in najbolj ukaželjno populacijo, ker vidim še eno takšno zelo veliko vrzel ali pa potrebo je skrb za družine otrok s posebnimi potrebami. Na tem področju se mi tudi zdi, da je še veliko priložnosti. Te družine živijo drugačno življenje in imajo premalo možnosti, premalo izbir. Najbolj pa uživam v mentorstvih. Mentorstva pri zaključnih delih študenti, to je eno področje, kjer vidiš, ko srce mladega človeka zažari in je pripravljeno se učiti, raziskovati, imeti vizijo, zato da bi spreminjalo ta svet na boljše. Tako da to je tisto, kar si želim tudi na začetku zdajle šolskega, študijskega leta, da bi z enim zanosom, z eno željo, da bi res ustvarjali vedno nove, bolj prijazne, bolj odprte in učinkovite rešitve za vse vključene, da bi ta družba res postala bolj empatična, sodelujoča, sodelovalna in usmerjena v vrednote, ki so pozitivne in skupnostne, tudi bom rekla. In čestitke, povabilo na oder doktorici Vanji Ricardi Kisvardaj. Pozdravljeni. Takole skupna fotografija in seveda še ena čestitka vam, spoštovana doktorica Vanja Ricarda Kisvardaj. Izvolite. Še zadnja nagrada v tej kategoriji, nagrada za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva, prejmejo Ambrož Čopi.
Ambrož Čopi, profesor glasbene umetnosti, smer kompozicija, je uveljavljen slovenski skladatelj vokalne glasbe, priznan zborovski dirigent in uspešen pedagog solfedža, harmonije, kontrapunkta, osnove kompozicije ter komorne igre na Umetniški gimnaziji Koper in predmeta analiza glasbenih oblik na Akademiji za glasbo. Številna priznanja na različnih področjih kažejo na njegovo vsestransko delovanje, od umetniškega ustvarjanja, dirigiranja, pedagoškega poklica, organiziranja prireditev in festivalov do zborovskih tekmovanj. Kot pedagog in mentor je s svojim delom, zagnanostjo in karizmo navdušil ter vzgojil veliko dobrih in zdaj že v svetu znanih skladateljev, pa tudi vplival na generacije mladih pevcev. Je pobudnik in organizator odmevnega mednarodnega koncertnega cikla instrumentalne in vokalne glasbe Symphonic Voices, s katerim pomembno sooblikuje kulturno ponudbo na Primorskem. Načelo povezovanja in izmenjave izkušenj je Ambroža Čopija vodilo k vsebinskemu oblikovanju ter izvedbi mednarodnega mladinskega festivala, ki je potekal leta 2019 v Kopru. V vseh zborih, ki jih je vodil oziroma jih še vodi, je svojim strokovnim pedagoškim delom in umetniškim načinom izbire programa pustil izreden pečat ter prejel prestižne nagrade na številnih mednarodnih tekmovanjih v Evropi in ZDA. Za slovensko glasbo pa je pomemben tudi njegov skladateljski opus vokalnih, vokalno-instrumentalnih in instrumentalnih del. Njegova vizija je usmerjena v podpiranje širše prepoznavnosti slovenske glasbe. Zbori radi posegajo po njegovih priredbah. Kot strokovnjaka ga vabijo v žirije na različne zborovske prireditve in tekmovanja, kot predavatelj in vodja delavnic pa sodeluje tudi na zborovskih seminarjih doma in v tujini. Biti pedagog v današnjem svetu predstavlja izziv, saj se družba hitro spreminja. Nove generacije pa imajo dostop do znanja na raznolike in pogosto bolj privlačne načine. Ta fenomen je privedel do zmanjšanja prizadevnosti, potrpežljivosti in postopnega napredka, ki dajejo smisel poti do doseganja ciljev. Vendar je prav ta pot tista, ki nas mora navdihovati in spodbujati k sprejemanju novih izzivov. Mladi potrebujejo podporo in pozitivno samopodobo, ki jim bo dala pogum, da odgrnejo tančico neznanega in se odpravijo na pot raziskovanja. Ko sem kot 16-letni dijak prevzel pobudo za oživitev oddelka glasbene šole v Bovcu, sem spoznal, da je ključno učiti z odgovornostjo in strastjo. Strast je tista, ki mlade najbolj nagovarja, da verjamejo v predajano znanje in se trudijo, da bi uresničili svoje sanje. Vsak posameznik je edinstven svet, zato je nujno, da nenehno iščemo načine za prenos znanja in izkušenj, ki jih bodo opogumili in navdahnili. Učitelji, ki so me razumeli in podpirali na moji poti samoodkrivanja, ostajajo v mojih najlepših spominih. Pomembno je, da mladi spoznajo, da pogum ni odsotnost strahu, temveč sposobnost soočanja z neznanim in nepredvidljivim. Biti dober pedagog pomeni sposobnost učiti se od drugih, sprejeti njihove poti in jih razumeti, da jih lahko na to učimo, navdihujemo in spodbujamo. Ta proces zahteva odprtost, empatijo in predanost, ki lahko oblikujeta pozitivno in podporno okolje za učenje in rast. V tem duhu se pedagogi ne le posvečajo prenosu znanj, temveč tudi oblikujejo prihodnje generacije, ki bodo sposobne prevzeti izzive sodobnega sveta. In povabilo na oder, Ambrož Čopi, lepo pozdravljeni. Izvolite. Nagrada za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva. In še trenutek pravi fotograf in mi rečemo hvala lepa vsem, tudi podeljevalcema. Izvolite v auditorij. Še enkrat vaju bom povabil. Hvala za opravljeno delo do sedaj. Kmalu bomo podelili še zadnji sklop nagrad za življenjsko delo, a še prej malo glasbe, čudovite glasbe. Tudi naslednja skladba nam daje nekaj krasnih iztočnic za premislek. Besede za verze, ki sledijo, je napisal Vlado Kreslin v skladbi Ptič. In je v njih ujel lepoto minljivosti in močno povezanost
z izgubljenimi ljubeznimi in preteklostjo nasploh. Vse je minljivo, vsi to vemo in na to nas spomni vsak dan, tako doma kot v službi. In zavedanje minljivosti nas spodbudi, da se kdaj pa kdaj ustavimo in resnično uživamo v lepih trenutkih. In današnja slovesnost je tak trenutek. O tem sem prepričan. Ursula Lutar in Urban Lutman bosta zapela skladbo Ptič in vabim vas, da poletite z njima. Prosim. Le še enkrat mi zapoj, pisani ptič o svoji dragi, ki na vitru valovi se v bistri vodi gistali. Samo še enkrat mi zapoj, pisani ptič o svoji dragi, ki so jo božali odmevi, tvoje pesmi skozi megle, vsako noč vse do dne. Tam nad vodo vsako jutro vstane dan in prešteje zmagovalce in žrtve nočnih sanj. Tam nad vodo se še vedno svet vrti in odnaša sanje. Si zbudila enkrat mi povej, cul, ki bi jo bejla v temni vodi, da vsak tvoj cvet se krasoti za vse dneve in noči, za vse drage, ki jih več ni. Tam nad vodo vsako jutro stane dan in prešteje zmagovalce in žrtve nočnih sanj. Tam nad vodo se še vedno svet vrti in odnaša sanje, ki si jih zbudila ti.
Hvala lepa pevcema, glasbenikom, bilo je res čudovito. Seveda ponovno prosim oba podeljevalca, gospoda ministra, gospoda predsednika odbora, da prideta na oder, to je še zadnjič nocoj, saj sledi vrhunec, to je namreč podelitev 5 nagrad za življenjsko delo. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je svojim delom trajno prispeval k razvoju kakovostnih, vsebinskih in sistemskih rešitev. Vsak nagrajenec je gotovo zgodba in svet zase, zato nestrpno čakamo na obrazložitve, ki jim bomo z veseljem prisluhnili. In začnimo. Prvo nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva prejme Aleš Žitnik. Čestitke. Aleš Žitnik je bil v zadnjih 30 let ravnatelj in gonilna sila osnovne šole Franceta Prešerna, kjer se je zaposlil leta 1984 kot učitelj tehničnega pouka, čeprav je po osnovni izobrazbi likovnik. Leta 1992 je bil imenovan za ravnatelja te šole, ki jo je vodil vse do upokojitve leta 2023. Svojim delom, energijo in željo po novostih je vplival na dvig kakovosti pouka, profesionalni razvoj zaposlenih, povezovanje z drugimi šolami doma in v tujini, sodelovanje v različnih mednarodnih projektih ter izmenjavah. Izrazito se je osredotočal na digitalizacijo v šolstvu. Šola je pod njegovim vodenjem začela intenzivno sodelovati z Open Labom in Kovačnico v Kranju. Tako je šolo povezal z zunanjimi ustanovami in omogočil pogled v podjetništvo. Pred izbruhom epidemije in zaprtjem šol je preroško vztrajal, da se učitelji izobrazijo v Office 365 in v okolju Teams, ki so ga potem uspešno uporabljali pri pouku na daljavo. Tudi sicer je svojo vizijo razvoja šolo dvignil med vodilne na področju opremljenosti z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in njene smiselne uporabe pri pouku. Neprecenljiv je njegov prispevek k razvijanju in spodbujanju tehniške kulture med mladimi. Več let je kot predavatelj aktivno sodeloval s šolo za ravnatelje. Poleg kariernega napredovanja svojih zaposlenih je imel posluh tudi za njihovo kulturno udejstvovanje. Zavzeto je podpiral učiteljski pevski zbor, prav tako gledališko dejavnost učencev. Alešu Žitniku ni bilo nikoli težko pomagati v napetih in stresnih trenutkih, saj je svojo umirjenostjo in smislom za humor vedno pripomogel k pozitivnemu vzdušju. Svojim delom je opazno prispeval k razvoju in uspešnemu delovanju osnovne šole Franceta Prešerna Kranj ter vzgoji in izobraževanju mladih generacij. V 42-letni karieri, od tega 30 kot ravnatelj, sem se poleg vseh ostalih nalog morda najbolj angažiral na področju digitalizacije. Skrbel za sodobno učno tehnologijo, učinkovito in smiselno rabo pri pouku in lajšanje administrativnega dela. Pri vseh odločitvah me je vodilo načelo, vsak vložek je smiselen, če imajo na koncu učenci neko korist. Pred zaključkom kariere pa sem doživel največje zadovoljstvo in pa priznanje staršev, ker smo s poukom na daljavo ob koroni pričeli takoj po zaprtju šol, brez kakšnih posebnih pretresov. Prihodnost nam trsira tehnologija in ob tem ni moč tiščati glave v pesek. Desetletje so v žepih otrok pametni telefoni in premalokrat so kritično in učinkovito uporabljeni kot didaktični pripomoček. Tudi umetna inteligenca je odlično orodje, ki ga je potrebno v šoli čim prej vključiti v proces. Žal mi je, pa da grejo razmisleki v smeri omejevanj. Kot da novosti v šoli vedno ustvarjajo neko stisko in strah, ne pa izziv. To so samo orodja, ki jih mora med ostalim imeti učitelj na razpolago. Niso pa čarobna palica. Zagovarjam, da se vse začne analogno, potem pa z veliko mero previdnosti dodajamo digitalno. Vedno sem dajal prednost dobrim odnosom, empatiji, skrbi za okolje, spoštovanju, osebnemu stiku in odgovornosti. V šoli, raznih zavodih, društvih in zvezah sem imel srečo, da je bilo res veliko ustvarjalnih priložnosti in ta nagrada mi je potrditev, da je bilo moje delo vredno in opaženo. In povabilo na oder gospod Aleš Žitnik, lepo pozdravljeni. Nagrada za življenjsko delo, lepo prosim.
še trenutek za fotografijo in naše zahvale in čestitke gospodu Alešu Žitniku. Hvala lepa. Izvolite. Nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva prejme Katja Pavlič Škerjanc. Čestitke. Katja Pavlič Škerjanc, profesorica latinščine in angleščine, je na svoji poklicni poti poučevala na osnovni šoli Prežihovega Voranca, Šubičevi gimnaziji, gimnaziji Poljane in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Aktivno je sodelovala v strokovnem svetu za splošno izobraževanje in državni maturitetni komisiji. Postavila je temelje za latinščino na maturi in ustvarjala sistemske pogoje za razvoj pouka klasičnih jezikov. Sodelovala je pri vzpostavitvi novega programa Klasična gimnazija. Z zaposlitvijo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je njeno razvojno delovanje v okviru projektov neposredno vplivalo na razvijanje izvirnih modelov za večjezično poučevanje, kurikularno načrtovanje in medpredmetno povezovanje ter njihovo uspešno uveljavljanje v izobraževanju. S projektom Pouk latinščine v osnovni šoli je postavila organizacijski model za poučevanje latinščine, projekt evropskih oddelkov v gimnazijah pa je s poudarjeno evropsko razsežnostjo, izmenjavami, poglobljenim učenjem tujih jezikov ter spoznavanjem modelov sobivanja krepil srednješolski prostor. Svoja prizadevanja je nadgradila z usposabljanji strokovnih delavcev in številnimi strokovnimi objavami. Uredniško je zasnovala priročnik medpredmetne in kurikularne povezave. Svojim vizionarskim pristopom in neizmerno energijo je navduševala šolske time oziroma delovne skupine ter tako omogočila izvedbo naprednih zamisli v šolstvu. Katja Pavlič Škerjanc je kot pedagoška svetilničarka razsvetljevala obzorja ter pomembno prispevala k razvoju pedagoške terminologije in prakse v slovenskem šolskem prostoru. Kaj mi pomeni ta nagrada? Nedvomno veliko. Je veliko priznanje, zlasti pri mojih letih, ko tako že delaš revizijo svojega življenja. Ampak bolj pomembno kot nagrada meni osebno, kot priznanje mojemu nekdanjemu delu, je pripoznanje vrednosti tega, kar je nastajalo in nastalo, ne seveda izključno po moji zaslugi, daleč od tega, ampak kot rezultat nekega velikega, dolgoletnega skupnega dela. Kot pripoznanje enakosti, paritete, pomena in vrednosti, sistemske paritete. Če potegnem črto pod svoje delo, sem se vedno ukvarjala z uvajanjem nekih sprememb in novosti. V to me je gnala moja radovednost, moja optimistična, energična radovednost. Torej, ta radovednost me je gnala v nenehno raziskovanje nečesa novega. Neko nezadovoljstvo s stanjem me je sililo v novo, drugo, različno, drugačno. Ves čas me je fascinirala dediščina, naš velik kulturni dolg preteklosti. Zame seveda je bilo srce vsega antika. Največja nagrada zame je bila pa pravzaprav delo samo. Vem, zveni patetično, ampak je globoko resnično. Gospa Katja Pavlič Škerjanc. Pozdravljeni. Nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva. Hvala lepa, izvolite. To je bil aplavz za vas in nadaljevali bomo z novo, s tretjo nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva. Prejmejo magister Franc Rozman. Čestitke. Poklicna pot magistra Franca Rozmana je v celoti povezana z gimnazijo Kranj.
Pedagoški poklic ga je privlačil že v osnovni šoli in prve izkušnje je pridobil kot dijak gimnazije Kranj, ko je v 4. letniku vodil interesno dejavnost fizike. Leta 1989 se je zaposlil na gimnaziji Kranj kot učitelj matematike, leta 1996 pa je postal njen ravnatelj. Po 5 mandatih ni več kandidiral, pred upokojitvijo je bil 3 leta pomočnik novemu ravnatelju. Po srcu je bil najprej in predvsem učitelj matematike, šele nato ravnatelj. Zavedal se je, da šola raste in pade z učiteljem, zato je vso energijo vlagal v dobro delo z dijaki in njihovimi starši. Številni so dosežki, ki so jih dijaki dosegali na področju matematike in računalništva pod njegovim mentorstvom. Opazen je njegov prispevek na področju mladinske raziskovalne dejavnosti. Ker je želel spodbujati zmožnosti svojih dijakov, je kot novost na gimnaziji Kranj vpeljal teden obveznih izbirnih vsebin, nato pa je za 1. letnik uvedel tudi program Učenje za učenje. Magister Franc Rozman si je prizadeval negovati in utrjevati ugled gimnazije Kranj na različnih področjih. Vpeljal je program mednarodne mature, maturitetni tečaj, evropski oddelek, Konfucijevo učilnico. Podpiral je tudi izvenšolske dejavnosti. V času njegovega mandata so praznovali tudi 2 pomembna jubileja ustanove, 100-letnico prve mature in 200-letnico ustanovitve šole. Ves čas ravnateljevanja se je soočal tudi s težko avtoimunsko boleznijo, ki pa mu je dodatno okrepila voljo do življenja in zaupanje v soljudi. Zanj je bilo pedagoško delo poslanstvo v najplemenitejšem pomenu besede. Bil je izjemen vizionar in motivator, ter je deloval tudi na širšem družbenem področju. Dobršen del svojega življenja sem preživel na tej stavbi v gimnaziji Kranj. Kot dijak sem tukaj preživel najlepša leta odraščanja. Za učiteljski poklic sem se odločil že v osnovni šoli. Učitelji na gimnaziji so mojo odločitev samo še potrdili. Odličen razrednik, ki nam je bil prijatelj z avtoriteto. Učitelj geografije, pri katerem je bilo sram, če ne bi znal. Učiteljica matematike, ki me je menda povsem upravičeno imela za najboljšega matematika na šoli. In ne nazadnje učitelj filozofije. Slednjega sem pri uri filozofije vprašal, zakaj mi daje prebirati Hegla v srbohrvaščini. Odgovoril mi je, da bi bilo čisto vseeno, če bi mi dal prebirati Hegla v nemščini, ki se nisem nikoli učil. Z njim navdušil me za filozofijo in z njim sva razpravljala o vsemogočnem in o vsemogočem. Z njim in mentorjem moje diplomske naloge na matematiki smo postali dobri prijatelji, dobivamo se na vsakih 14 dni in rešujemo svet. Preden sem postal ravnatelj, sem bil 7 let učitelj in razrednik. Spoznal sem mnogo čudovitih dijakov. Z nekaterimi od njih sem prijatelj. Nikogar ne bi posebej izpostavljal. Dijaki so me ogromno naučili, pa ne samo tisti iz tekmovanj, ampak tudi dijaki s težavami. Slednjih sem spoznal več kot ravnatelj. Posebno zadovoljstvo je, če šoli uspe, da dijak ali dijakinja uspešno premaga težave. In lep pozdrav na odru, magister Franc Rozman. Nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva. Tam je fotograf. Hvala lepa. Čestitke. Izvolite v naš auditorij, gospod Franc Rozman. Takole, 4. nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva prejmejo doktorica Tanja Urbančič. Čestitke tudi vam. Doktorica Tanja Urbančič se je zavzemala za povezovanje med akademskim svetom in gospodarstvom.
kar je tudi eden njenih najpomembnejših dosežkov. Po diplomi iz matematike se je že v zgodnjih 80-ih na Inštitutu Jožef Stefan ukvarjala z razvojem in uporabo umetne inteligence ter strojnega učenja, kar je postalo leta 1983 tema njenega doktorata s področja računalništva in informatike. Iz njenega dela na ekspertnih sistemih je razbrati močan odnos do pomembnosti povezovanja gospodarstva in akademskega sveta, kar je leta 1996 na Inštitutu Jožef Stefan pripeljalo do ustanovitve Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, ki ga je vodila do leta 2002. Več kot 20 let je bila dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je v času njenega dekanovanja diplomiralo oziroma magistriralo več kot 600 študentov gospodarskega inženiringa. Prav kombinacija poslovnega in inženirskega znanja daje osnovo prenosu akademskega znanja v prakso in dodatno dviga zaposlitev diplomantov. Prenos je vseživljenjski proces in ustvarjalnost doktorice Tanje Urbančič se je vnovič izkazala s promocijo svetovnega programa odprtega izobraževanja za boljši svet v sodelovanju z UNESCOM. Ko se je moja stara mama, ki je učila 1. razred, še v poznih letih spominjala, kateri učenec je na izletu izgubil kapico in kako so jo nekateri v razredu klicali kar mama, sem razumela, da je učitelj nekdo, ki mu je mar za druge. Morda mi tudi zato veliko pomeni sodelovalnost, čeprav žal ni več samoumevna vrednota in jo vedno bolj izpodriva neizprosna tekmovalnost. A pred nami so izzivi, ki jim nihče ne bo kos sam. Zato smo s kolegi študente vodili tudi skozi situacije, pri katerih skupaj rešujejo širše relevanten problem. Večkrat morajo poleg znanja pokazati tudi ustvarjalnost in vztrajnost pri iskanju rešitev. Lepo je spremljati, kako potem vse to vnašajo v svoja okolja in verjamem, da jim bo pomoč tudi ob še nepoznanih situacijah v prihodnje. Pomagale jim bodo lahko tudi tehnologije znanja. Posvetila sem se jim tako raziskovalno kot pedagoško. A enako pomembno se mi zdi skrbeti za komunikacijo, v kateri se resnično slišimo, in ustvarjati razmere, v katerih bo lahko vsakdo deležen žara, ki ga širijo dobri učitelji. Tudi od tega je odvisno, v kakšnem svetu bomo živeli. In povabilo doktorica Tanja Urbančič, lepo pozdravljeni. Trenutek za prevzem nagrade. Nagrade na področju visokega šolstva. Takole, najlepša hvala. Izvolite, lahko ponovno sedete na naše stole oziroma v auditoriji in mi smo pred zadnjo nagrado v tem večeru. Nagrado za življenjsko delo na področju narodnosti, ki jo prejme Alberto Scheriani. Čestitke. Alberto Scheriani je leta 1989 začel poučevati geografijo in zgodovino na gimnaziji Antonio Sema v Piranu in na srednji šoli Pietro Copo v Izoli. 4 leta zatem je postal ravnatelj srednje šole Izola in v času ravnateljevanja pomembno prispeval k posodabljanju šolskega fizičnega prostora ter uvajanju novih srednješolskih programov. Dejavno sodeluje s šolami z italijanskim učnim jezikom na Hrvaškem, bodisi v kulturnem, športnem, bodisi na jezikovnem področju, pa z Ljudsko univerzo iz Trsta in Unijo Italijanov iz Reke. Je vezni člen med Republiko Italijo in srednjo šolo Pietro Copo ter skrbi za nabavo didaktičnih sredstev. Na področju šolstva italijanske narodnosti deluje že 35 let in je svojim delom močno zaznamoval ter trajno prispeval k kakovostnim, vsebinskim in sistemskim rešitvam šolstva narodnosti v Sloveniji. Bil je podžupan mestne občine Koper, predstavnik italijanske narodne skupnosti, kjer se je vedno zavzemal za področje šolstva.
Še danes deluje kot predstavnik italijanske narodne skupnosti v koprskem občinskem svetu in pomembno sooblikuje delovanje samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper. Pri pripravi zakonskih, podzakonskih aktov, programov in projektov s področja šolstva z italijanskim učnim jezikom tesno sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije, Republiškim izpitnim centrom in Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Tvorno je sodeloval pri pripravi zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. V celi moji karieri sem deloval na področju šolstva narodnosti. Hitro in zelo blizu sem spoznal vse posebnosti, zahtevnosti, potrebe in problematike, ki jih prinaša šolstvo v italijanskem učnem jeziku. Spoznal sem tudi, da del v šoli ni nikoli monoton ali enoličen, nasprotno, je zelo dinamičen in zahteven. Spoznal sem tudi, da brez odprtega in vsestranskega sodelovanja s kolegi učitelji, z dijaki, starši in celo okolico, kjer deluje šola, niso mogočni pozitivni premiki ali rezultati. Spoznal sem tudi, da Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ima poseben pozitiven posluh za potrebe italijanske narodnostne skupnosti in nam je tudi v veliko podporo in pomoč. Ponosen sem, da sem ravnatelj ene majhne šole, pa vendarle ta ista šola je največja poklicno-tehnična šola z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji. Ponosen sem, da v tej majhni šoli smo razvili in izvajali veliko število programov in poklicev v duhu 64. člen Ustave Republike Slovenije. Menim tudi, da šola je živ organizem in nenehno se mora prilagoditi in delovati, da doseže nastavljene cilje. Prepričan sem tudi, da šola, vsaka šola, mora biti moderna v koraku s časom, da izobražuje ne samo za poklic ali nadaljne študije, ampak mora biti tudi šola za življenje, za boljši jutri, da gradi na sožitju in spoštovanju različnosti, da spoznanje drugih kultur, običajev in navad je vrednota. Samo v tem duhu lahko pripravljamo mlade generacije na prihodnost. In povabilo na oder Alberto Scheriani. Lepo pozdravljeni. Še zadnja nagrada za življenjsko delo je tole na področju narodnosti. Imamo fotografijo, najlepša hvala vsem vam, tudi poteljevalcema, seveda izvolite med občinstvo. Takole podelili smo vse nagrade, čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem, ki smo jih spoznali na odru. Med letošnjimi nagrajenkami smo prosili naslednjo govornico, da nam ponudi zadnjo besedo te slavnosti in nam svojimi besedami in mislimi pove nekaj besed, ki so bile ustvarjene za to priložnost. Na oder vabim doktorico Silvo Bratož, lepo prosim, in vam seveda prepuščam mikrofon in tudi občinstvo. Izvolite. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, cenjeni minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Dario Felda, spoštovani predsednik odbora za nagrade, dr. Boris Aberšek, cenjeni ostali visoki gostje. V veliko čast mi je, da lahko v imenu kolegov nagrajencev spregovorim nekaj besed. Danes dostop do izobraževanja pogosto jemljemo kot nekaj danega in samoumevnega. Samoumevno se nam zdi, da lahko obiskujemo šolo, da imamo dostop do predanih učiteljev in da živimo v družbi, ki ceni znanje. Zdi se nam, da nam vse to enostavno pripada. A če se za trenutek ozremo v zgodovino, lahko kmalu ugotovimo, da je bilo izobraževanje nekoč privilegij za redke, vse prej kot samoumevna in temeljna pravica. Na to nas lahko spomni za slovenski narod izredno pomemben dokument, Splošna šolska naredba, s katero je bila pred natanko 250 leti na našem ozemlju uvedena šolska obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta.
Kaj pa danes? Danes se ljudem pogosto zdi, da je formalno izobraževanje manj pomembno kot v preteklosti, saj imamo vsi ves čas dostop do vseh mogočih informacij. Zakaj pa potrebujemo učitelje, če lahko vse, kar potrebujemo, dobimo na spletu? Le zakaj? Vsak, ki se je moral pri pouku slovenščine na pamet naučiti pesem Soči, ve, da je s tem v življenju pridobil nekaj, kar mu ne more posredovati nobena spletna banka podatkov. Pa četudi vsebuje vse informacije o pretoku reke, kakovosti njene vode in vseh njenih pritokih. Tudi če je na učitelja in večino besedila že zdavnaj pozabil, bo v njem vendarle ostal ritem Gregorčičeve pesmi. Ostal bo nekje spomin na tisto temno zelen planinskih trav in vedro višnjavost višav. Kateri spletni vir bi lahko sam po sebi učencu zbudil tako močan občutek povezanosti z našo naravno in kulturno dediščino, občutenje moči narave in minljivosti človeka, krutosti, ki ga prinašajo vojne in nasilje. Zato izobraževanja nikoli ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. Pretekla modrost nas uči, da je ravno izobraževanje naše najmočnejše orožje. Kajti oster je za našo družbo veliko bolj dragocen kot oster meč. Z ostrim umom lahko rešujemo konflikte, gradimo trajnostne odnose in spreminjamo svet. Medtem ko meč vodi v uničevanje in nasilje. In tega je žal danes veliko preveč. Zato vsem odločevalcem toplo polagam v srce skrb za kakovostno in dostopno izobraževanje, saj se v njem skriva dota naše prihodnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala za te sklepne besede. Hvala pravzaprav za vse besede, ki smo jih slišali nocoj na tem odru. Verjamem, da jih boste nosili s seboj še dolgo v ta večer. To je bilo vse, kar smo vam želeli pokazati. Hvala vsem, ki ste prišli, še enkrat čestitke nagrajencem in nagrajenkam. Izkoriščam pa ta trenutek, da vas povabim na prijetno druženje in sprejem v predverje dvorane. Vse nagrajence pa prosim, da ne pobegnejo prehitro, da pridejo na oder za skupno fotografijo, ki bo vsem nam in tudi vam večen in lep spomin. Hvala še enkrat, uživajte v svojem delu, naj bo lep preostanek večera in lahko noč. Hvala lepa.